Zdaj pa na Afriški rog, kjer narašča zaskrbljenost zaradi vse tesnejših vezi med Hutiji v Jemnu in Al-Shababom v Somaliji, dvema terorističnima skupinama, ki bi lahko imeli skupne interese čez Adenski zaliv. Skrb vzbuja prenos tehnologije, dronov, tihotapskih poti in pomorskih taktik iz Jemna na Afriški rog. In če se ta povezava ukrepi, to ne bo več spodbujalo nasilja le po Somaliji, ampak po vsej regiji. Z nami je, da o tem pove več, Emily Millikan, namestnica direktorja pri fundaciji In7. Emilija, orišite širšo sliko. Kaj bi Hutijem koristilo partnerstvo z Al-Shababom? In kaj bi Al-Shababu koristilo partnerstvo s Hutiji? Za Hutije somalijske mreže skupini omogočajo dostop do tihotapskih poti, obalnih varnih zavetišč, goriva in možnosti pomorskega nadzora. To jim prav tako povečuje vpliv nad ožino Bab el-Mandeb in bi jim lahko zagotovilo dodatne borce, saj so zdaj poročila o tem, da somalijske borce Ali tihotapijo v Jemen, da bi se borili za skupino. Za Al-Shabab je to bolj taktično. Hutiji lahko Al-Shababu zagotovijo napredno orožje, predmete kot so droni in orodja za pomorski nadzor, pa tudi tehnično znanje, ki so se da naučili od Irana in trenerjev Hezbolaha. In zavezništvo dodatno povečuje pomorsko negotovost v regiji, od katere ima Al-Shabab koristi tako s tihotapljenjem in piratstvom, kot tudi z obdavčevanjem pristanišč in pomorskim izsiljevanjem. Ali obstajajo kakšna regionalna zavezništva, ki se želijo boriti proti temu nastajajočemu zavezništvu med tema dvema skupinama? Mislim, kaj se lahko tukaj stori? Obstaja mreža tako mednarodnih protipiratskih operacij in zavezništev, kot tudi operacij za pomorsko varnost proti Hutijem, ki se zdaj nekako prekrivajo. Ampak zapletena narava tega odnosa res otežuje, da bi ga prekinili. Ena zanimiva stvar je vse večje zanimanje za Somaliland tako strani Združenih držav Amerike kot Izraela. In ko si prizadevajo, da bi se uveljavili kot neodvisna država in pridobili mednarodno priznanje, bomo verjetno videli, da bo obalna straža Somalilanda igrala večjo vlogo pri tem, še posebej, ker že sodelujejo z ZDA, z ZAE, Rusijo in Kitajsko pri pomorskih vprašanjih. Somaliland. Ali ima obalna straža Somalilanda trenutno dovolj sredstev, da se lahko dejansko bori proti nekaterim od teh sil, kot so Hutiji, ki jih podpira Iran? Nimajo nujno dovolj sredstev, da bi se sami v celoti spopadli s tem. Vendar pa je zelo koristno, da so lokalne sile vključene in sodelujejo v teh širših mednarodnih koalicijah, ki vključujejo sile iz držav, kot so Združeno kraljestvo, ZDA in Turčija. Kako se Iran vklaplja vse to, glede na to, da so Hutiji eden od režimskih proksijev? Ali vplivajo na to zavezništvo? Ali ga na kakršenkoli način spodbujajo? Hutiji so še vedno povezani z Iranom, vendar niso popolnoma iranski proksi in ohranjajo lastna zavezništva ter odnose. To, da Hutiji razvijajo partnerstva z Al-Shababom ter drugimi državnimi in nedržavnimi akterji, kaže na to, da gradijo vzporedne odnose, kar pomeni, da bi lahko nekega dne preživeli tudi po padcu režima ali delovali tako, kot da jih Iran ne podpira v celoti. Ni nujno, da Iran podpira ta odnos z Al-Shababom. Če se vojna z Iranom ponovno začne, ali lahko pričakujemo, da bodo nekatere od teh zavezništev blokirale mednarodne vode, ko gre za Rdeče morje in Afriški rog? Zagotovo bi lahko videli Hutije, kako izkoriščajo te nove povezave z Al-Shababom in v Somaliji. Veste, trenutno imajo nadzor in vpliv nad eno stranjo ožine Bab el-Mandeb, Somalija pa je na drugi strani. Če bi imeli dostop do obeh in vpliv nad obema, bi bilo to resnično uničujoče.